Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Matej Avbelj, jaz sem profesor za evropsko pravo. Danes sem tu tudi v funkciji vodje projekta, ki nosi en tak težak naslov, ki si ga komaj da zapomnim. Kliče se pa reformirani konstitucionalizem za algoritemsko družbo. Ta projekt izvajamo na Novi univerzi, je del tudi našega centra za ustavnost in umetno inteligenco. In v okviru tega projekta in v okviru tega centra, še malce prej, smo pa že 2 leti nazaj na Novi univerzi, mislim, da med prvimi na Evropski pravni fakulteti, tudi ustanovili predmet z naslovom Pravo in umetna inteligenca. In na ta način, tudi z institucionalnim sodelovanjem, ali pa vsaj posebnim sodelovanjem vrhovnega sodnika dr. Damjana Oroža, ki ga danes tu med nami izjemno lepo pozdravljam, bomo imeli en tak akademski forum, akademski poimenoval sem ga AI forum, kot ga še nismo imeli in kot se spodobi, da bi ga imeli praktično ves čas. Namreč zakaj? Ker počnemo 3 stvari. Na eni strani izvajamo raziskovalni projekt, katerega dodajamo in iz katerega izpeljujemo pedagoške vsebine. V ta raziskovalni projekt vključujemo vas študente, to je tudi naš namen, da torej zrastete, da se opolnomočite, da naredite tudi vaš prispevek k znanosti, da boste potem tudi sami se lahko razvijali kot raziskovalci, ne samo praktiki, tudi znanstveniki, tisti, ki boste to želeli početi. In seveda veliko zadovoljstvo mi je, da je tudi vrhovni sodnik dr. Orož pripoznal te napore. Pred časom smo se pogovarjali po okviru ene konference posvečene prav tako umetni inteligenci na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, da je ključno, da se spodobi, tako kot je to drugje v drugih razvitih državah, da sodstvo kot institucija, kot del oblasti tudi deluje v partnerstvu z roko v roki z tistimi, ki vzgajamo tiste, ki naj bi potem prišli na sodišča, torej študente. In ko bi jaz bil študent, pa na žalost več nisem, bi mi res bilo veliko zadovoljstvo, da imam v gosteh torej samega vrhovnega sodnika. Kaj bomo počeli danes? Današnji akademski forum je namenjen enemu provokativnemu vprašanju. In to provokativno vprašanje se glasi, ali lahko umetna inteligenca že danes, ali pa vsaj v prihodnje zamenja sodnike. Torej, vprašanje se je glasilo, ali je moj sodnik lahko robot, klepetalni robot. In želeli smo skupaj z magistrskimi študenti prava na to vprašanje odgovoriti na preverljiv empiričen način. In v ta namen smo se dogovorili, da bo izpit potekal na nenavaden način, potekal je kolektivno, tako da so 3 študentje iskali skupaj odgovor na to vprašanje in to tako, da so bili prisiljeni uporabljati umetno inteligenco. In s tem smo krepili 2 veščini. Ena veščina, ki zelo manjka in ki se je izkazala tudi v krogu študentov, da jo je težko usvojiti, je koncept timskega dela. Torej, da najdeš svoje partnerje, da z njimi delaš, usklajuješ razlike. Že na začetku, ko sem to nalogo dal, sem napovedal, da bo to težko in da bo marsikdo kapljal potem k meni, da ne more najti partnerja in tako naprej. Ampak večina vas je našla svojo ekipo in večina vas je s pomočjo delitve dela znotraj te ekipe res pripravila fantastične izdelke. Danes ste tudi tisti, ki ste napisali seminarske naloge, ki so si zaslužile odlično oceno. Za vse tiste, ki niste sodelovali pri tem projektu, naj pa povem, da je bila naloga študentov trojna. Prvič so morali izbrati eno sodbo sodišča po svoji izbiri, bodisi nacionalnega, bodisi nadnacionalnega, bodisi Evropskega sodišča za človekove pravice, to sodbo predstaviti. V drugem koraku je bila vaša naloga, da se postavite vi v funkcijo sodnika in pojasnite, kako bi vi odločili v tistem konkretnem primeru, lahko tudi drugače, z neko mero kritike. Torej, s tem smo trenirali vašo veščino lastnega sodnega razumevanja, ustvarjanja.
In v tretjem koraku je bila potem vaša naloga, da enega od klepetalnih robotov, lahko pa tudi več, nahranite z vprašanjem, ki je bilo ključno v sodbi, ki ste jo sami analizirali, in ga inštruirate, da on sam v tej zadevi pripravi sodbo, torej da odgovori na tisto vprašanje, na katero je predhodno sodišče že odgovorilo. In sklepno je bila potem vaša naloga, da na vaš lasten, kritičen, ustvarjalen način vrednostno odgovorite, ali po vaši oceni, na podlagi vaše empirične analize, je lahko klepetalni robot že danes zamenja sodnika. Zbrali smo se danes tudi zato, da boste predstavili vaše temeljne ugotovitve. Na kratko smo rekli, vsak izmed vas, izmed članov ekipe, nekako 5 minut bistvenih ugotovitev v zvezi s tem vprašanjem. Še prej je pa tu edini, ki lahko govori, kolikor časa hoče, že po institucionalnem svojstvu, seveda sodnik dr. Orož, ki pa sem ga povabil na eni strani zato, da prisluhne vam, kako vi vrednotite to vprašanje, in na drugi strani, da nam predstavi, vem, da ste se s tem že veliko ukvarjali, tudi zelo konkretno, zelo v praksi, na konkretnih orodjih, kje je danes sodstvo na področju umetne inteligence, oziroma kje je danes umetna inteligenca na področju sodstva, in kaj je tisto, kar si lahko morda obetamo na en tak kratki rok. Vam ni treba odgovoriti na vprašanje, ali je sodnik lahko robot in obratno. Zelo bomo pa hvaležni, če nam malce predstavite stanje umetno-inteligenčnih zadev na Vrhovnem sodišču. Potem bomo prisluhnili študentom in imeli, upam, da eno takšno zanimivo razpravo, ki jo nameravamo zaključiti v kakšni dobri uri pa četrt. Tako da, spoštovani vrhovni sodnik, lepa beseda vaša. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Jaz moram reči, da mi je veliko čast, da sem tu z vami. Hvala lepa še enkrat, za to izjemno vabilo. Bom začel mogoče na koncu, ne bom si vzel, koliko si pač želim, ker si želim predvsem vas slišati, želim si slišati vaše izsledke, vaša razmišljanja, ker pravzaprav vi ste ta populacija, ki boste z umetno inteligenco v pravosodju v najširšem pomenu dejansko živeli. Takrat, ko bom jaz, takrat, ko bo ta umetna inteligenca zelo sposobna, bom jaz že mogoče bolj odhajati. Ampak vseeno. Vprašanje, ali je sodnik, ali bi umetna inteligenca že sedaj tehnično gledano, programsko gledano, lahko bila sodnik, je mogoče, bi samo malo sprovociral. Drugo vprašanje je, ali sme biti sodnik. Na ta odgovor vam ne bi dal, oziroma niti mojega razmišljanja, ne. Me pa zanima, do kakšnih rezultatov ste prišli. Mogoče samo kot izhodišče, da vam opišem vlogo sodnika in kako umetna inteligenca lahko vstopa v sodstvo ali pa konec koncev vsako odločanje nekega udeleženca v sodnem postopku. Vi ste, če vas prav razumem, umetno inteligenco preizkušali v vlogi sodnika iz zadnjega konca. Vi ste vzeli sodbo, ki ste jo našli objavljeno na sodni praksi.si ali na evropskih sodiščih, in potem pravzaprav gradili vaše razmišljanje nazaj, postavili hipotezo in jo preizkusili. Sojenje se zgodi ne na koncu, ampak prej. Umetna inteligenca pravzaprav, ko sodnik odloča, morate imeti vedno v mislih, da ta zgornja premisa, ta subsumpcija, pravno pravilo, pravzaprav mnogo tudi kasneje v sodniškem delu. Sodniki se pravzaprav v veliki meri postopkov ukvarjajo tudi predvsem z dejanskimi kazenskimi postopki. Tipični civilni postopki, pravni, dvema,
Tam je treba najprej speljati postopek, vabljenje strank, vlog, izmenjava, tožbe, odgovor. Skratka, sam postopek, to je eno vprašanje, ki ga mora umetna inteligenca nekako v prihodnosti upoštevati, oziroma ki je lahko tudi uporabna v umetno inteligenco. Drugo vprašanje je sam postopek, samo ugotavljanje dejstev, ko sodnik povabi stranke pred se na obravnavo, takrat izvaja dokaze, se odloča, najprej presodi vloge, se odloča, katere dokaze bi izvedel ali ne, takrat, če začne uporabljati pravo, ker niso vsa pravna dejstva, niso vse trditve v vlogah odvetnika oziroma katerikoli stranke pravno pomembne, veliko je balasta. In takrat sodnik, glede na materialno pravo, ki ga bi glede na zaenkrat prebrano uporabo, začne izbirati trditve, ki so pomembne in dokaze, ki bo izpeljal. Potem dokazni postopek izvede, zasliši stranke, preveri listine, voženja, ogledi na kraju dejanja. To so vsi tisti gradniki, ki na koncu potem pripeljejo do sodbe. Vi ste začeli na koncu, mi začnemo na začetku. Če bi v svetu idealno, bi mogli tudi do 100% enakega rezultata, pa gotovo ne morete, ker nimate tega procesnega dejanskega stanja, ki ga imamo mi v spisu in ki nam konec kompliciral vsakodnevno odločanje. Ker potem, ko odločimo, je enostavno. Zdaj, samo v okviru tu bi dal mogoče kakšno istočnico, oziroma me zanima, če sem prav razmišljal, ko sem študiral, s kakšnimi dilemami bi se vi mogoče soočali pri tej vaši nalogi. Zdaj pa samo na kratko, kje smo v sodstvu v zvezi z umetno inteligenco. Lahko vam odkrito povem, 2023 smo začeli razmišljati, da smo pravzaprav se zavedali, nekateri že prej, nekateri potem, da umetna inteligenca prihaja tudi v pravno odločanje, da imamo dosti zmogljiv hardware in da imamo dosti zmogljive velike jezikovne modele, ki so nujno potrebni tudi v slovenščini. Prej jih nismo imeli, to, kar jih ni, je umetna inteligenca v slovenskem sodstvu neuporabljiva. Tako da, katere projekte nekako zdaj vodimo, nekateri so že, mi temu rečemo, v produkciji, v uporabi, drugi še nastajajo. Ta prvi, ki je nastajal, je speech to text, tipko. To kot veste, zakaj se gre, ne bom ponavljal, zelo specifično za slovenščino je obilica narečij, slovenskih narečij, imeli smo seveda tudi na nekih stičišču kultur, čisto običajne zagate, tipko mora znati prebrati odstavke, mora znati prebrati kratice zakonov, ko jaz citiram zagrajena, on mora vedeti, kako se napiše. Skratka, kaj je pravzaprav umetna inteligenca? Umetna inteligenca pravzaprav študent, ki se vpisuje na fakulteto, potem ga pa mi učimo. To se tekle mi gremo. To je zdaj v produkciji. Eden od projektov, ki se izvaja, ki še ni v produkciji, slejko pred bom, je Tapko, kjer gre za analizo vlog. Če si predstavljate, profesor je odvetnik in vsem svojim znanjem, plus umetno inteligenco nas zasuje, pa reče, izdelaj mi vlogo na 150 straneh. Imeli smo tudi na vrhovnem vlogu napisali 299 straneh. Ampak vse da, pa mu da neko nalogo. Skratka, ena izmed nalog umetne inteligence, kjer jo vidimo, kjer bi lahko imela vlogo, je analiza procesnega gradiva, predvsem vlog. Izlučči dejansko stanje trditve, o dejstvih trditve, o materialnem pravu in to je v tej osnovi. Sam sem pa vodja projektne skupine nove funkcionalnosti znanja,
ki se pa zdaj začenja, ki se zdaj v bistvu razvija na vrhovnem sodišču. Poanta tega projekta je pa v bistvu dejansko v določeni meri ne nadomestiti sodnika, to nikakor ne, niti ne strokovnega sodelavca še, ampak narediti nekega pomočnika. Mi na vrhovnem sodišču smo soočeni praviloma z že zelo izdelanimi stališči strank in želimo, da nam sistem, ko vnesemo neko vlogo v ta sistem, ki mu mi pravimo PSA, zaženemo umetno inteligenco in nam prebere iz same vloge vsebino vprašanj, ki nam jih stranka zastavlja, na katere ona želi odgovor, trditve o tem vprašanju, ki stranka mora utemeljiti, zakaj neko vprašanje pomembno in zakaj ne. Tudi potem, ko smo mogoče odvetniki, stranka nas mora prepričati, zakaj mislim, da ima prav v reviziji. Ne zato, ker ima prav. In potem narediti neko pravno analizo te vloge, kar pomeni, da naš sistem mora biti zmožen izluščiti vprašanja, trditev stranke o teh vprašanjih, skočiti na zakonodajo, poiskati, kje, na primer, če imamo nek institut, če moramo odgovoriti, kdaj začne teči zastaralni rok za neko stvar, za neko terjatev, skočiti na zakonodajo, kjer najde člen, ga potegniti ven in dati v nek fajl, hkrati skočiti na sodno prakso.si, kjer poišče, ali je na to temo že odločeno, ravno to temo na vrhovnem praviloma, da to temo ni še odločnega nič, pa mogoče kaj nam podobno stvar. Ali jo iščemo in skočimo na ustavno sodišče, skratka, izdela se neko poročilo, ki je potem nam pomoč pri odločanju, ali sploh dopustimo revizijo in tudi seveda potem pomoč pri odločanju o sami reviziji in zahtevi varstva zakonitosti in naprej. Tako da ta projekt naj bi končal nekje do srede leta 2026, je pa tako, kot sem vam prej rekel, ta umetna inteligenca je nekaj, kar se še razvija v Sloveniji pa zlasti. Sistema v Sloveniji zelo dobrega, če imamo zlasti glede sodno odgovor. To je en vidik, ta sodni vidik umetne inteligence in potem kmalu konec. Kje se nam še umetna inteligenca dogodi v uporabo umetne inteligence kot pomočnika pri sodnem odločanju. Zgodi se nam pa, ko nam stranka umetno inteligenco pripelje v postopek. Bodisi da se stavi vlogo, tožbo s pomočjo umetne inteligence, bodisi v dokaznem postopku, saj ste mladi. Dokaz bo prišel, filmček bo prišel ali pa nek zvočni zapis, ki bo narejen za umetno inteligenco. Kar zdaj biti bolj kot uporabo umetne inteligence v sodstvu usodna za stranko. Kar naenkrat soočena z izredno kvalitetnimi dokazi, ki niso to. Problem pri tej umetni inteligenci, ki jo uporablja stranke, je še en. Jaz sem vedno rekel tudi na tej konferenci, mislim, da jaz nimam prav nobenega problema z umetno inteligenco, ki jo uporablja stranka, če je ta dobra. Seveda, boljši odvetnik, bolj kvalitetna vloga ima, boljša umetna inteligenca, bolj kvalitetna je vloga, lažje je moje delo, če vse prav mislim. Se res odločim, da je prav, ampak problem je, ko se nasprotna stranka sooči z zlorabo umetne inteligence, ko, na primer, pooblaščenec zasuje sodišče nasprotno stranko z vlogo 1229 strani, potem ima pa nasprotna stranka rok 15 ali 30, in on se da odgovori. Mi imamo neko načelo v civilnem postopku, če izrecno ne prerekaš, pritrjuješ zatrjevanemu dejstvu. Da si pa vi predstavljate, kar je profesor, vse svoje znanje, plus umetna inteligenca, lahko skril na strani 1033 v neki opombi. Skratka, umetna inteligenca zna poseči tudi zelo v pravico nasprotne stranke do sodnega varstva in mogoče bomo nekoč mi že razmišljamo,
ali bi bila neka intervencija zakonodajalca, upam, da nam bo nekako skočil pomoč, bo treba nekoč mogoče priti do odločitve, da bomo začeli omejevati število strani vlog. Ne zaradi nas, konec koncev, ampak za nasprotne stranke, ker se ne bo mogla braniti. Če zdaj slišimo, težko se branite nasprotne stranke, odvetnike, ne znane, odvetnike, kaj je še tako umetna inteligenca. To bi jaz zaenkrat z veseljem pristopil. Odlično, hvala lepa za to izjemno zanimivo izhodišče, da vemo, kaj se nam obeta. Jaz mislim, da ta projekt baza znanja je izjemno obetaven in utegne izdatno izboljšati kakovost, učinkovitost delovanja slovenskih sodišč, ki ga veselimo. Zdaj pa kar šli na kratko predstavitev teh vaših ugotovitev. Me zanima, kdo bi želel prebiti let, kdo bo prebil let, bo postavil standard za vsakega naslednjega, ki bo se priključil. Mislim, kot medija. No, dajte. Mi smo obravnavali eno zadevo, ki je v bistvu precedenčna. Dajte se še predstaviti. Jaz sem Monika Pivk, sem absolventka magistrskega študija prava. Zdaj pa kakšnega enako zadnji letnik magistrskega študija prava. Tretja članica se pa ni mogla udeležiti tega foruma. V glavnem, pregledali smo zadevo HETCRIS, se pravi, gre za precedenčno zadevo sodišča Evropske unije, kjer so se v bistvu prvič ukvarjali z vprašanjem obdavčitve transakcij virtualnih valut v običajne valute. V bistvu pa mogoče se ne bi toliko oprla na samo vsebino zadeve, ampak sam proces, kaj smo mi v bistvu umetno inteligenčno v tej nalogi počeli, in sicer smo se lotile v bistvu zadeve samo z enim robotom, in sicer z ChatGPT-jem, kjer smo v bistvu uporabljali plačljivo verzijo pa brezplačno verzijo. Osredotočili smo se pa predvsem na to zahtevnost postavljenih navodil, se pravi, kakšne rezultate sam robot daje v primeru bolj specifičnih navodil pa bolj splošnih navodil. Potem smo v bistvu to zadevo pregledali, seveda ugotovili, da bolj, ko robotu daješ natančna navodila, bolj natančen izdelek poda. Vsekakor pa v bistvu po daljšem pogovarjanju z njim, s postavljanjem bolj podrobnih vprašanj, se potem na neki točki že malo izgubi. Seveda tudi potem se pokaže razlika med plačljivo verzijo pa neplačljivo verzijo. Zdaj, mi smo potem na koncu naloge postavili tudi argumente za to, da je umetno inteligenčni sistemi so dobra stvar, tudi v samem sodnem postopku, pa potem argumente proti. Tako da bi jaz predstavila v bistvu argumente za. Kar se tiče tega primera, glede na to, da smo imeli precedenčni primer, smo v bistvu ugotovili, da bi uporaba umetno inteligenčnih sistemov predvsem v tem delu sodnega postopka, ki ste omenili, da se izlušči dejansko stanje, da se izlušči trditev strank. Bi s to možnostjo, ki umetna inteligenca ima, da se pravi velik nabor podatkov v bistvu obdela in jih potem na podlagi teh algoritemskih sistemov spravi v neke skupke glede na posamezne elemente, bi na ta način lahko vsekakor optimiziral delo samega sodnega postopka, bodisi na strani sodnika, bodisi na strani strokovnih sodelavcev, ki te zadeve pripravljajo. Na drugi strani bi mogoče umetna inteligenca kot drug argument tudi za samo avtomatizacijo postopka, kjer je v bistvu sam postopek že zelo zbirokratiziran, kjer v bistvu je veliko enih birokracije, nekih splošnih pozivov, pisanj, dopolnitev, ki so v bistvu čisto zakonsko predvidene, bi v bistvu nekim internim umetno inteligenčnim sistemom lahko sodišče optimiziralo proces, s tem v bistvu tudi zmanjšalo delo strokovnih sodelavcev, ki so v bistvu s tem kontinuirano obremenjeni.
Tretja stvar, ki smo jo pa v bistvu videli kot prednost umetno-inteligenčnih sistemov, je pa v bistvu poenotenje sodne prakse, tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni, potem tudi tako rekoč na mednarodni ravni. In sicer bi v bistvu lahko z analizo sodne prakse, z povzemanjem sodne prakse po določenih segmentih, področjih, posameznih elementih, se pravi, prav zaradi teh algoritemskih sistemov je to lažje, bi lahko olajšali delo tako sodnikom na nacionalni ravni glede nacionalne sodne prakse, olajšali bi delo sodnikom na evropskih sodiščih glede sodne prakse na nacionalni ravni glede zadeve, kateri odločajo. Tako rekoč je pa tudi v bistvu sodnikom na nacionalni ravni olajšali delo glede sodne prakse evropskih sodišč, kjer bi mogoče kdaj prišlo do kakšnega prethodnega vprašanja manj, ker bi mogoče na podlagi določenih elementov pa predpostavk lahko sklepali po analogiji, da pač se v neki zadevi odloči na način, kot se odloči. Tako da to, kar se tiče argumentov za. Zdaj, jaz sem pa izhajala iz argumentov proti, oziroma pri teh argumentih sem izhajala iz stališča, da bi lahko enkrat umetna inteligenca čisto zamenjala sodniško funkcijo, torej da bi nadomestila sodnika. In prvi argument proti je umetna inteligence pri sami razlagi prava oziroma odsotnost lastne avtonomije. Zdaj, umetna inteligenca, po mojem mnenju, vsaj trenutno še ni sposobna logično in normativno upravičiti poteka sprejete odločitve, niti je ni sposobna umestiti v nek širši kontekst. Čeprav lahko simulira pravno utemeljitev svoje odločitve, razlage ni sposobna samostojno prilagajati nepredvidljivim okoliščinam konkretnega primera, prav tako pa ni sposobna ustvarjati novih precedentov, kot to počenja človeški sodnik. Ob pomanjkanju nekih vhodnih podatkov obstaja velika nevarnost, kar se je tudi v bistvu nam zgodilo v sami obravnavi tega precedenčnega primera, da vsaj generativni sistemi umetne inteligence nikoli ne rečejo ne vem oziroma te informacije nimam, ampak generirajo napačen, nepopoln ali pa celo zavajajoč rezultat. Če uporabnik nima nekega pravnega predznanja, da je sposoben kritično opredeliti do tega rezultata, je lahko precej zavajajoče. Drugi pomemben argument, po mojem mnenju, je odsotnost moralne refleksije in človeške presoje. To zajema predvsem natančno pravno analizo konkretnega primera, razumevanje namena in samih ciljev pravnih norm, vrednostno tehtanje in pa zaznavanje potencialnih posledic sprejete odločitve na neki širši družbeni ravni. Zdaj, tretji argument je nezmožnost prevzemanja odgovornosti in etičnih odločitev. Najprej gre za vprašanje odgovornosti do morebitne napake ali zlorabe algoritmov, oziroma ne samo algoritmov, celo vhodnih podatkov. Zdaj, trenutno je stopnja pravne in odškodninske odgovornosti v primeru napak ali zlorab še negotova oziroma nedorečena. Rezultat umetne inteligence izhaja zlasti iz izvornih vhodnih podatkov in pa verjetnostnih ocen. Posledično pa obstaja tudi nevarnost, da bi algoritmi na podlagi teh vhodnih podatkov lahko avtomatsko reproducirali neke obstoječe družbene predsodke in s tem posledično prispevali strukturni sistemski diskriminaciji, kar se že dogaja v Ameriki. Mogoče, če koga zanima, se lahko kaj več prebere o zadevi COMPAS. Nenazadnje je pa vredno omeniti tudi omejitev umetne inteligence pri usklajevanju pravnega reda z razvojem družbenih norm. Zdaj, sodniki imajo precej težko nalogo, da uravnotežijo na eni strani pravno stabilnost, na drugi strani pa prožnost oziroma odzivnost na družbene spremembe. Sodnik lahko do neke mere prilagaja interpretacijo prava, zlasti ko gre za neke nove oziroma posebne okoliščine. Ta družbeno aktivna funkcija sodnika pa prispeva k dinamičnosti prava in omogoča, da se pravni sistem odziva na spreminjajoče se družbene potrebe. Umetna inteligenca, po mojem mnenju, ni zmožna razumeti oziroma zajeti te kompleksne družbene dimenzije prava. Super, lepa hvala za te zelo zanimive razmišljanja. Tukaj so želeli nekoga namočiti v razpravo. Bi želeli nadaljevati? Ja, lahko, ja.
Mi smo si pa izbrali primer Gabbe Kozinski in smo v bistvu želeli preizkusiti, kako se umetna inteligenca odzove na opis dejanskega stanja, brez nekih pravnih smernic oziroma zakonodaje. Ta primer smo si pa izbrali predvsem zato, ker se nam je zdelo, da v tem primeru ne gre samo za neko golo pravno vprašanje, ampak vsebuje tudi neka vrednostna oziroma moralna vprašanja. Gre za tehtanje med dvema vrednotama in sicer med pravicami osumljenca na eni strani in pa varovanjem človeškega življenja, v konkretnem primeru življenja mlajšega dečka. Model umetne inteligence smo nahranili z neko nevtralno verzijo tega primera. Da smo pa to lahko naredili, smo pa v bistvu spremenili ime osumljenca oziroma storilca in smo ga preimenovali v neko nevtralno ime Horvat. Tudi kraj smo spremenili, smo dali manjše mesto v Nemčiji. To pa smo umetni inteligenci naročili, da naj kot sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice odloči in napiše sodbo. Cilj je bil, da bi v bistvu lahko videli, ali je umetna inteligenca sposobna prepoznati neko pravno vprašanje, povezati dejansko stanje s pravim dejanskim stanjem, ter dati neko pravno odločbo, ki je primerljiva ravni Evropskega sodišča za človekove pravice. Uporabili smo pa plačljivo verzijo ChatGPT-ja in pa Grok. Brezplačnega. V bistvu obe orodji sta že takoj ob prvi nagradi predstavitvi podali nek konkreten pa argumentiran odgovor. Prepoznali so tam bistvo primera, torej kršitev 3. člena zaradi grožnje z mučenjem. Pa tudi navedla sta v bistvu pravo to povezano sodno prakso, torej navedla sta Gabgena in pa navedla sta javnost proti Nemčiji, ker nekako predstavlja podobnost. Zanimivo, ker ste omenili, da bolj dražji odvetniki so več vredni. V tem primeru se pa v bistvu plačljiva verzija GPT. Tako se zdi. Da bo, jaz snima, no. Tako se zdi. Plačljiva verzija se v bistvu ni opredelila do 6. člena, torej do pravice do poštenega sojenja. Medtem ker Grok, brezplačni, tako da ga zasmehujemo od Ilona, pa se je v bistvu do nje opredelil, brez da bi ga mi sploh tako napeljali k temu, tej kršitvi do pravice do poštenega sojenja. Torej, plačljiva verzija ni predstavljala nobene večje vrednosti, v bistvu pa še slabša od brezplačne. V naša navodila, torej promte, torej te uporne ukaze, smo v bistvu podali tudi spremenljivke. Nismo želeli samo tega klasičnega dejanskega stanja, tudi se je dejansko zgodilo, ampak smo v bistvu hoteli spodbuditi neke različne odgovore, glede recimo na nujno situacije, glede recimo na večje število žrtev. Pa dali smo tudi opcijo, kjer bi dejansko bil on mučen oziroma se mu je grozilo z mučenjem na podlagi sodne odobritve. Torej, da je sodnik v bistvu odobril to možnost. Ampak so obe verziji sta v bistvu se podredile načelu zakonitosti in nista odstopale od prvotnega odgovora. Torej, čisto formalno razumevale pravo, v bistvu so odločile samo v okviru pravnega pozitivizma. Ta nista niti malo odstopala od možnih nekih spremenljivk, najbolj da smo imeli politične, socialne, moralne spremenljivke, ki smo jih podali samim dejanskim stanjem. Tako jaz bom samo še naštela pozitivne plati, slabosti, ko smo jih nekako izpostavili, če vzamemo umetno inteligenco kot sodnika. Prva, seveda, učinkovitost in hitrost, ker lahko v nekaj sekundah obdela 1000 dokumentov in sodb, kar bi pomenilo v praksi manj sodnih zaostankov, večjo dostopnost. Recimo v Estoniji že poteka to, da v manjših civilnih sporih odloča umetna inteligenca. Potem recimo druga prednost je bila doslednost in nepristranost, ker v bistvu ni čustev, ni utrujenost, ta človeški faktor popolnoma odpravimo. Potem tretjič je bila, in to stališče smo mi zagovarjali v svoji nalogi, da ga zagovarjamo, da smo v podporo sodnikov absolutno ne zamenjalo, pridemo tudi do slabosti, ki jih je treba poznati. Umetna inteligenca nima moralne presoje, nima empatije, ne more razumeti človeškega trpljenja, ne more razumeti teh etičnih dilem. In v tem našem primeru se to v bistvu dosti dobro videli. Potem pa druga slabost, netransparentnost.
ker te odločitve umetne inteligence temeljijo na teh algoritmih, ki jih ne moremo razložiti, se pravi, to black box problema, ne? In v bistvu ne moremo razumeti, zakaj je nekdo obsojen in potem kršimo v bistvu tudi 6. člen Evropske konvencije, pravico do poštenega sojenja, potem tretja nevarnost pristranskosti, kar je že kolegica omenila, sem tudi mesec dokopala do tega zompasa, ne? Ker je recimo v ZDA sistem napovedoval večjo verjetnost ponovitve kaznivih dejanj za terapevta obtoženca kot zaveda, ne? Ob enake kazenske preteklosti, ne, spravi, da lahko reproducira neke sistemske diskriminacije, ne, in pa četrta, pač odsotnost odgovornosti, v končni fazi, če umetna inteligenca naredi napako, kdo bo odgovarjal, ne. Hvala, tudi zelo zanimivo. Kdo boste vi? Moje ime je Tajla, vam se najlepše zahvaljujem za povabilo v predstavitvi. Moji soustvarjalki te seminarske niste mogli udeležiti. Je pa naša analiza temeljila na sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi X proti Sloveniji. In sodišče je tukaj ugotovilo 2 kršitvi, in sicer kršitev 6. člena konvencije, to je pravica do sodišča ustanovljenega zakonom. In v te kršitev je bila ugotovljena zaradi dodelitve zadeve sodnici, samo na podlagi razloga, kriterija, da ima najmanj nerešenih zadev z družinskega področja, kar je seveda predstavljalo očitno kršenje domače zakonodaje in sodnega reda. Potem pa je ugotovilo tudi kršitev 8. člena konvencije, to je pravica do spoštovanja družinskega življenja, ki pa je bila ugotovljena zaradi nesorazmernega in neustreznega utemeljevanja odvzema otrok in pa popolne prekinitve stikov. Prav tako domača sodišča niso zagotovila zagovornika tem otrokom, zato je bilo priložnikom, torej materi in njenim 3 otrokom, prisvojeno 27.000 evrov samo za nepremoženjsko škodo, pa še za stroške. In mi smo klepetalnim robotom, Chatu, Geminiju in pa DeepSeeku podali vsem identično iztočnico, smo jih nahranili z dejanskim stanjem, ki je bil postavljen v sedanjik, tudi z datumom pred obravnavano zadevo, zato da morebiti te klepetalni roboti ne bi našli. Že te sodbe X proti Sloveniji, prav tako je bila vsem dana ta iztočnica, da naj me pred odgovorom še kaj vprašajo, če jim je nejasno, če jih karkoli zanima. In se je na to odzval samo Chat, ki pa je sicer najprej že spisal sodbo in me na to šele vprašal, ali si želim tudi ločena mnenja. Sem rekla, naj to naredim po svoji presoji, po ustaljeni praksi ESČP-ja. In je v drugi spremenjeni verziji najprej tudi spremenil sodbo in na to podal zelo kratka, neutemeljena, ločeno in pritrdilno mnenje. Zdaj, prišlo je do različnih razlikovanj. So vsi ugotovili kršitev 8. člena in vsi so se strinjali, da domača sodišča niso uporabila najmilejših ukrepov. Največ razlikovanja je bilo pa potem glede kršitve 6. člena in pa še glede odškodnine. Zdaj, glede kršitve 6. člena sta Gemini pa prva verzija Chata ugotovila kršitev, DeepSeek in spremenjena verzija pa sta ugotovila, da kršitve ni bilo, ker ne bi bil ta kriterij najmanj nerešenih zadev, zelo objektiven in merljiv in fair. Tudi DeepSeek in pa spremenjena verzija Chata sta vsebinsko odločala tudi glede 3. člena, kršitve 3. člena konvencije. Dejanska sodba, ESČP je v bistvu ta očitek razglasil za nedopustnega, ker je bila pritožba vložena prepozno. Glede na datum odvzema otrok, medtem ko ChatGPT in DeepSeek sta pa ugotovili, da vseeno ni prišlo do kršitve, ker to ni bila tako travmatična preizkušnja. In zdaj tudi največ nedoslednosti je bilo pri odločitvi glede pravičnega zadoščenja.
šlo je iz ene skrajnosti do druge. Naprimer, prva verzija četa je namenila odškodnino 39.000 evrov, spremenjena pa 0 evrov, zato ker je že sama ugotovitev kršitve zadostno zadoščenje. In zdaj lahko se rečemo, da klepetalni roboti so dosledno posnemali strukturo sodb, so bile pa opažene tudi neke drobne jezikovne in formalne nepravilnosti, predvsem pri DeepSeeku, ki je namesto tožene pogodbenice uporabljal država obveščenka in pa tudi te fraze iz teh razlogov ali sodišče. Posodba je za te vlogove razloge. Je bila pa predvsem največja površnost pri argumentaciji in neutemeljenosti sodb. Samo prva verzija četa je uporabljala, se je sklicovala na neko preteklo sodno prakso ISČP-ja, druga verzija že ne več, medtem ko v dejanski sodbi se je sodišče oprlo na kar 41 zadev. In mi smo nekako celo to analizo zaključili s tem in tudi se tukaj malo naslonili na to vprašanje, a sodnik sploh sme biti robot. Že kot je pisala naša profesorica Atin Doljak, pravni sistem temelji na predpostavki, da je treba zakone uporabljati objektivno, da se zagotovi doslednost sodnih odločitev in krepitev sodnih postopkov. Ampak da objektivnost ne izključuje potrebe po sočutju in empatiji, sploh pa tukaj mi dodajamo, sploh v takih postopkih, v takih kompleksni družinski zadevi, kot je bila ta. In klepetalni roboti ne so sposobni posnemati strukturo sodbe, umetna inteligenca je tukaj izredno hitro, pa vsem z visoko natančnostjo opravlja neko analizo, dobila v neko zakonodajo, na katero se opre, iz kje vse skupaj izhaja, ampak to se je potem ta površnost pokazala pa pri argumentaciji in neutemeljenosti. In tudi mi smo mnenja, da pravičnost ni samo neka matematična formula, ampak gre za cel proces interpretacije, tudi poslušanja, tehtanja in poslušanja strank pred sodnikom. In to zahteva neko širše človeško razumevanje in tudi avtoriteta in legitimnost sodne odločitve. V končni fazi temelji na zaupanju družbe v sodno oblast, v pravo, v pravno državo. In zato po našem mnenju, dokler umetna inteligenca ne bo sposobna, ne bo poleg logike in algoritma zmožna prevzeti še empatije, življenjske modrosti in tudi nenazadnje moralne odgovornosti, ne bo po našem mnenju sodnik samo človek, ki res skrbi. To želim nadaljevati? Ja, lahko jaz še nekaj predstavim našo seminarsko nalogo. Zdaj v naši zadevi je šlo v bistvu za osnovno zadevo iz leta 2024 in je tudi v bistvu prelomna na svojem področju. Šlo je v bistvu za zadevo, kjer je skupina starejših žensk iz Švice tožila svojo državo, ker ta ni sprejela zadostnih ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. In Evropsko sodišče je v tem primeru tudi prepoznalo kršitev, je pritožbo pritrdilo in ugotovilo, da Švica ni izpolnila svoje pozitivne obveznosti, torej da ni pravočasno in učinkovito ukrepala proti podnebnim spremembam. Mi smo, mogoče se lotili te zadeve na malo drugačen način, smo v bistvu pri izdelavi te seminarske naloge uporabljali dva robota, in sicer ChatGPT in pa DeepSeek, pri čemer smo pri obeh uporabljali v bistvu brezplačno verzijo. In smo v oba robota že dali v bistvu sodbo v PDF obliki in kot navodilo zapisali, da se najprvo opredeli do tega, če se z odločitvijo sploh strinja, in v drugi točki, da sam ponovno zapiše sodbo na podlagi svojega mnenja, ali se z to odločitvijo strinja. Nažalost, oba dva robota napisala, da se z odločitvijo strinjata, čeprav smo temu tudi mi pritrdile. Smo se pa zato potem v bistvu z roboti igrali malo naprej in smo jih tudi vprašali, smo potem v oba dali rezultate obeh robotov in jih vprašali tudi o tem, katerega izmed teh dveh bi nam priporočili za nadaljnje delo. Prav tako smo pa v bistvu ChatGPT vprašali, ali je sodnik lahko robot. Zdaj Chat je pri tem odgovoril, da ne.
ravno zaradi razlogov, ki smo jih že našteli. Mi smo v svoji seminarski omenili predvsem to problematiko neodvisnosti, nepristranskosti, tajnosti podatkov, ker tako kot vemo, v bistvu vsi ti roboti povzemajo podatke iz spleta, kjer pa niso samo neke sodbe, objektivna mnenja, ampak gre tudi za razne članke, prispevke, ki so pa zelo subjektivni, in tudi to je tisto, kar hrani robota. In zato je tudi potem v bistvu problematično z vidika neke nepristranskosti in neodvisnosti robota, in pa tudi tajnosti podatkov, ker pač še danes ne vemo čisto točno, kaj se zgodi z informacijami, katere mi delamo v bistvu tem robotom. Tako da to. Potem pa, ko smo vprašali še robota, katerega izmed teh dveh bi nam priporočil, smo vprašali v bistvu ChatGPT, in je rekel, da v primeru, ko želimo kot študentske prava delati kakšne seminarske naloge, mnenja, povzetke, da nam priporoča ChatGPT, ravno zaradi tudi strukture, ker je bolj v alinejah in nekih dolgih odstavkov. V primeru, da pa želimo neke bolj kompleksne članke ali pa tako bolj kompleksne seminarske naloge, kar mi potem tudi uporabljati v praksi, nam pa priporoča DeepSeek zaradi predvsem svoje formalističnosti, zato ker se tudi ni v bistvu opredelil do same zadeve. In smo tudi mi, v bistvu, tako je kolegica rekla, smo tudi dodali, da če želi, nam lahko postaviš kakšno dodatno vprašanje, DeepSeek nam ni. ChatGPT v bistvu tudi je pa tekom skladbe dodajo v bistvu svoje mnenje in svoje komentarje, kar načeloma se mi, razen če ne gre za ločeno mnenje, ne bi se nam delati. Tako da to so najkratko naše odločitve. Ja, prosim. Lep pozdrav, ime je David Vidmar, kolegov, ki bi pisali seminarko danes, na žalost ni zaradi sklicnih obveznosti. Mi smo pogovarjali z zadevo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kjer je glavno vprašanje bilo, kdaj lahko mi smatramo neko spolno nasilje za kvalificirano obliko po 171. členu. In smo vprašali ne enega ali pa dva, ampak kar 5 različnih robotov. Nas nekako manj zanimalo, a obstajajo kakšne razlike glede na geografski izvor teh robotov, tako da smo vprašali večinoma seveda iz Združenih držav Amerike, kot je ChatGPT, Gemini in pa potem Grok, evropskega prostora francoski čas, ter potem, kot je kolegica tudi rekla, DeepSeek iz Ljudske republike Kitajske. Nekih večjih razlik glede na geografski izvor nismo našli. Mi smo se predvsem želeli opredeliti do tega, ali so roboti zmožni interpretirati sodbo oziroma nek primer iz različnih vidikov. In tukaj smo bili pozitivno presenečeni, da so upoštevali tako jezikovno, sistematično kot zgodovinsko razlago, tudi primerjalno pravno razlago, so v nekih osnovnih hodicih uspešno citirali sodno prakso in zakonodajo in so upoštevali tudi navodila, kakršna so jim bila dana. Ugotovili smo, da nekako začnemo z pozitivnimi platmi, da vsekakor je lahko umetna inteligenca dober način oziroma dober pripomoček v pravosodju oziroma nasploh. Ima zmožnost pisati v nekem ustaljenem pravniškem jeziku in je zmožno na relativno spreten način predstaviti tudi pravniško latovščino. Tukaj smo potem uporabili ta znamenit Kantov stavek, da dober pravnik je tisti, ki se zna izražati kleno kakor kmet, če tudi izraža globino misli filozofa. Na prvi pogled je to pri umetni inteligenci možno in je. Ampak obstajajo pa številne strukturne prepreke, ki smo jih opazili. Prvo kot prvo, umetna inteligenca ni dovolj konstantna pri teh klasičnih nomotehničnih sposobnostih in zares piše bolj pa ne esej, kot pa neko strukturirano sodbo. To se recimo kaže pri tem, da so določeni roboti pozabili na pravni pouk, nekateri so ga izpostavili. Potem recimo pri navajanju virov smo ugotovili, da nekateri ti roboti uspešno navajajo člene zakonov, spet drugi samo omenijo zakon ali pa recimo neko poglavje. Največji
Največje težave so pa bile predvsem pri samovoljnem ustvarjanju dejanskih podatkov. Mi smo vsem robotom dali ista navodila in roboti so nam dajali najočitnejše to samovoljno ustvarjanje dejanskih podatkov se je kazalo pri sestavi sodnikov oziroma pri sodnega senata, ki v zadevi odloča. In tukaj je potem vprašanje, če lahko pri tako očitni zadevi umetna inteligenca kar odloči, kar sama doda neke podatke, mi nikoli ne bomo biti zares prepričani, vsaj znotraj tega ChatGPT-ja in teh ostalih kleptarjih robotov, ki smo jih mi uporabili, da ti roboti zares konsistentno in pravilno citirajo določen člen zakona. Se pravi, druga in bolj vsebinska tipa teh robotov je pa pretirano zanašana na nek formalizem brez nekega pravega razmisleka v širšem kontekstu. Tukaj ne govorimo o sodbi kot neki moralni izjavi, ki jo mora podati sodnik, ampak tukaj govorimo o nekem statističnem preverjanju podatkov in na podlagi tega ti roboti ustvarijo svojo odločitev. Roboti niso zmožni razumeti tragičnega, niso zmožni razumeti, se pravi, vseh elementov, vseh teh, če na prvi pogled pravno nerelevantnih elementov posamičnega primera. In zaradi tega smo ugotovili, da zanimivost umetna inteligenca nam je pokazala, da je Montesquieu ta izrek, da je sodnik la bouche de la loi, napačen. Se pravi, sodnik ni samo nek avtomaton, ki spiše sodbo, ampak je kreator prava, kreator moralne upravičenosti. Tako da naš odgovor je bil na koncu, da ne, naš sodnik ni robot, tudi ne sme biti robot. Še vedno? Še mi dve. Videla sva ta Luka, najbolj kolegica žal ni mogla biti. Zbrali smo se zadevo v Getken proti Nemčiji in smo v bistvu 4 različnim robotom smo jim v bistvu nahranili z istim besedilom. Nismo uporabile ime, nismo uporabile mesto, v bistvu nobenih podatkov, ki bi lahko robota napeljali na sodbo. Želeli smo dejansko ugotoviti, ali bodo sami prišli do te ugotovitve. In zanimalo nas je seveda, kako razumejo pravo. Uporabili smo ChatGPT, Karpan, Copilot in pa Perplexity. In v bistvu vsi 4 so pravilno razumeli pravo, so se tudi opredelili do 3. in 6. člena IPCP, tudi v bistvu natančno razložili člena, ampak kar smo mi v bistvu ugotovili je, da lahko se opredelijo do prava, se pravi razumejo pravo, ne morejo pa dejansko odločati, kot lahko odloča človek, ker se pravi, kot so v bistvu že kolegi omenili, nimajo občutka za moralo, nimajo občutka za empatijo, ne razumejo tragedije, tudi v bistvu družbenega konteksta. Tako da smo se tudi mi opredelili, da naš sodnik ne more biti razumel. Jaz zaključim, bi pojasnil še v bistvu povedala, smo se vrnili se pravi k vprašanju, ali je AI lahko sploh robot, ne. In smo prišli do zaključka, da ne razume pomena, da lahko spregleda kontekst, potem ne zna presojati. Tukaj je vprašanje tudi potem GDPR-ja, se pravi, ki vnašajo podatke v chat, se pravi, ki se ti podatki shranijo, kdo lahko vse pride do njih, potem tudi kakšni, ne vem, če kdo skeka program, sistem, se pravi, lahko prideš do informacij. Pametno bi bilo tudi, da bi se dalo pooblastilo, se pravi, disclaimer, da se pri delu uporablja umetna inteligenca in da stranka s tem soglaša. In potem so raziskali, se pravi, malo primere, ko so se odvetniki zmotno sklicevali na primere, ki jih je podalo, ki jih je podal AI. In tukaj smo našli v bistvu 3 primere, se pravi, Mata proti Allianza, to je primer iz ZDA iz leta 2024, ko se je sodnik, v bistvu odvetnik se je v vlogi skliceval na 6 sodb Vrhovnega sodišča, ki so se zdela najprej verodostojna na pogled, ampak se je izkazalo, da je v bistvu, da je ChatGPT smislil te sodbe in rezultat tega je bil, da je v bistvu plačal $5,000 globe in pa doživel veliko sramoto na sodišču. Potem je primer iz Slovenije, ko se je odvetnik Marko Zupan leta 2025 v govoru zoper sklep o odločbi
navedel 2 sodbi višjega sodišča, ki nista obstajali, potem je v bistvu priznal, da je uporabljal AI. Da, to no. V bistvu sem prišel do odgovora. Sramota se tudi zgodi. Tudi prišla do primera Kompas, kot so kolegi že omenili, da je tudi problematično, tudi z te strani. Tako da je v bistvu na kratko odgovor, ali je AI lahko sodnik, ne. Tudi po mojem, da nikoli ne bo. Ok, pravite, da tudi nikoli ne bo. Smo še koga izpustili? Iz predstavitev seminarskega, tega je bilo še nekoliko več, vsi niso mogli priti. V tej točki pred nadaljujemo. Za vse tiste, ki ste to pripravljali, se danes udeležili, če želite, da zdaj pripravimo skupni članek, se dajte name obrniti z imenom. Jaz mislim, da ta empirična raziskava je super, da jo tudi znanstveno obdelamo, da bo šla onkraj teh okvirov, ki smo se zdaj pogovarjali. Sicer pa pridem dan spet besedo vrhovnemu sodniku, da reagira na vaše predstavitve, ki so bile zelo zanimive. Iztekle so se v tej luči, da je zaenkrat več razlogov proti temu, da bi AI lahko bil sodnik. Tudi vprašanje, seveda, ali bi lahko AI kar zamenjal sodnika. Vemo, da verjetno že zdaj se tako interpretira, da ima pravzaprav posameznik pravico do človeškega sodnika, da odločitev slednjič sprejme, kot ste vi rekli, oseba iz krvi in mesa, ki je človek. Ali Bog da v prihodnosti tako, da bo AI tako zelo razvit, da bo lahko počel tudi take stvari, v kateri ste rekli, da jih ni, moralne kapacitete, vrednostne kapacitete, razumevanje širšega družbenega konteksta, bomo videli, ampak ne glede na to, kar bo v prihodnosti, v bistvu, če bi nas 3 leta nazaj nekdo vprašal, ali bomo za to mizo na pravni fakulteti razpravljali o tem, ali je robot lahko sodnik. In se o tem v bistvu zares utemeljeno pogovarjali na podlagi empiričnih izdelkov, si tega še pred 3, sploh pa ne pred 4 leti, nihče ne bi predstavljal. To že kaže, da smo znotraj ene velike spremembe paradigme, ker živimo skozi njo, to ne občutimo, ker ta razprava je danes in nekaj zanimivega, je zabavnega, pa štejemo za nekaj normalnega. Še nekaj let nazaj pa je bilo to popolnoma nepredstavljiva stvar, ker pač niso obstajala orodja, ki bi zmogla sama od sebe na podlagi našega prompta generirati celih tekstov, kaj šele nečesa, kar je zelo podobno sodbam, čeprav morda niso čisto optimalne sodbe, ampak velik približek tega. Tako da dogaja se nam v tehnološkem smislu gotovo nekaj velikega in mislim, da je prav, da si ta vprašanja zastavljamo, odgovori niso vselej enoznačni, niti na to ne moramo, če povsem vodotresno odgovoriti. Bi pa zdaj povabil vrhovnega sodnika, mogoče predstaviti vaše misli v zvezi s tem, kar ste slišali iz ust naših študentov, potem pa tudi vsi ostali, ki ste prišli, imate priložnost za kakšno intervencijo ali kakšno vprašanje. Moral sprva misli, jaz sem navdušen. Od tega začetka sem jaz prišel od 23, sodelujem in s pravniki in z doktorji fizike, množic, vektorjev, računalništva. Tu zdaj nismo več prav. To so znanosti, sploh jih ne znam imenovati. Vi ste pravzaprav v teh rešitev prišli v teh ugotovitev, koliko hitreje, v parih mesecih. Mlada inteligenca plus uporaba umetnosti. Tako da ja, imam neko idejo, najbolj v sodstvu, če smemo reči, vsi sprašujejo, odvetniki uporabljajo, stranke uporabljajo umetno inteligenco, kako se jih bomo zoperstavili, kdaj jo bomo uporabili tudi mi. Ste prišli do nekih izsledkov, do katerih mi seveda ne moramo institucije priti, pa bi mogoče imeli potem neko povabilo za sodelovanje sodstva, da bi mogoče v nekem dogodku, mogoče tudi spletno, predstavljali te svoje ugotovitve. Ker predstavljam marsikomu, ki se nima časa s tem pogovarjati, marsikaj za, mislim, tako da pa
Zdaj, najprej to vprašanje, ali je lahko sodnik, to je zdaj vprašanje teh teorije množic, vektorjev, vektorskih baz, računalnikov in tako naprej, konec koncev hardwareovske zmožnosti. Mi leta 2023 praktično še nismo imeli hardwareovske zmožnosti, da bi v Sloveniji to zagnali. Danes govorimo o strežnikih, ki so bili pred enim letom so bili 250 000 evrov, ampak so že, ta oprema je že, danes je to niže. To je en izmed teh. Ampak ali je lahko je nekaj drugega kot ali sme biti. Ker ste na pravni fakulteti, hoče, če greste pogledati v ustavo na nekem dogodku, sem naredil eno tako kratko analizo, pejte pogledati v 23, 24 in 25 člen ustave, kaj ustava pravi. Pred kolikimi leti so tisti pisci že dobro poznali, kaj se nam že dobro vedeli, kaj se nam utegne zgoditi. Jaz to rekel, Odgovor je, da ne, samo človek. To je moje mnenje. Je pa res, da ustava je nekaj, kar se že vidi, dogaja okoli. Zdaj, nanizali ste goro nekih izhodišč, ugotovitev, jaz se opravičujem gotovo, da vseh se ne bom mogel opredeliti, ampak do nekaterih, ki sem si jih malo zapisal, sem jih zdaj ocenjeval s svojimi izkušnjami, ki jih imam zdaj v teh 2 do 3 letih oddelam na tej stvari. Večkrat ste opozorili zaprtost sistema. Zaprtost sistema, mi gledamo na ta, ker umetna inteligenca v šolstvu, je ta zaprtost sistema izredno pomembna in to iz 2 vidikov. Prvi, mislim, da ste vi omenila vaših osebnih podatkov, GDPR. Pri nas v šolstvu je kar nekaj, zakaj ne bi smeli, odvetnik smeli. Vlogo pa imamo v nek komercialni chatbot, naj naredi analizo vloge. To je vloga, to je del sodnega spisa, tam so osebni podatki, ki se ne smejo izdati javnosti, so tudi zelo občutljive stvari, a se vi predstavljate v nekem takem očetovskem sporu, pa da da vlogo na analizo, na DeepSeek. Če se noč nočem biti. Skratka, ta zaprtost sistema je pomembna iz tega vidika. Sodstvo ne more reagirati na enak način, kot bi mogoče lahko nekdo, ki je izven, odvetnik ali pa vi, ko boste kot pooblaščenca, pa za svoje lastne potrebe uporabljamo nek umetno inteligenčni sistem, ki je v komercialni rabi. Zakaj? Ker ne veste, komu daste in zakaj se bo uporabil. Prvo, kar smo nas strokovnjaki za računalniške fakultete opozorili, ta sistem mora biti zaprt. Strežnik morate imeti vi ne oblak, to je out of the question. Pač tako rečem, to je bilo še pred konvencijo in pred tem za razmišljanjem zdaj Evropske unije, na temo akta o umetni inteligenci, ki smo to vse prebila. Ta sistem mora biti zaprt zaradi teh stvari. Drugo je pa zaprtost sistema v smislu chatbota. Sami ste opozorili halucinacije, vaje ste nekaj druga stvar, ampak rečemo halucinacije se vam, ko ste vi opozorili, on ne prenese, da ne bi odgovor znal. Zelo rad se značil, rad ustreza. Zmisel se tega, zato če je predno. Cilj njegov je jasno. Ko smo začeli ta umetno inteligenčni sistem ustvarjati, naš chatbot bo deloval v zaprtem sistemu. To pomeni, da bo deloval v okviru sodne prakse, ko bo iskal primerljive rešitve, bo skočil sodna praksa, ki jo obvladamo, to bazo podatkov oblikujemo in jo obvladamo fizično mi. Skočil bo v bazo ustavnega sodišča, ki jo obvladajo oni. Skratka, nimam API-je, nismo reči API-je, to so vtičnice na različne baze in na zakonodajo, ki jo urejajo službe vlade Republike Slovenije za zakonodajo, to je ta pristop, ki ste vi. Zelo pomembno, da se ne prepusti, da skoči na internet in potem išče
nepreverljive članke najde, ki ne moš ugotoviti, ali da članke so obstoji ali ne in njegovo vsebine in tako naprej. Problem je tudi pri uporabi umetne inteligence, mogoče bilo od vas omenil profiliranje. Tega se mi strašansko bojimo. Ko sodišče, ko sodnik sprašuje v umetno inteligenčnem sistemu, ki je zaprt, ki ga obvladamo mi, problema profiliranja ni. Imamo totalno oblast nad sistemom. Medtem ko če mi uporabimo nek umetno inteligenčni sistem, ki ga uporabljajo neki komercialni ponudniki, kdorkoli, v Sloveniji ali v tujini, mi te kontrole nad morebitnim profiliranjem sodnika nimamo. A si predstavljate, zelo hitro se da, ko sodnik začne spraševati, zelo hitro nekdo zve in ne samo o katerem primeru odločaš, pa tudi kako ga vrednostno sprašuješ. Zelo hitro opredeli tvojo vrednost, tvojo filozofsko, versko pripadnost oziroma karkoli. In ob vsej teh hitrosti obdelave podatkov in je to zelo strašljivo, zlasti v sistemih, ki imajo pomembnih zadev, bi dejansko stranka lahko prebrala na nedopusten način in tako profiliranje se zgodi v Franciji, če jaz prav vem. Oni imajo kazenski zakonik, to celo preprogledano pod kaznivo dejanje in to vemo, nismo mi to SCS-ov zaenkrat. Torej, problem je ta halucinacija, problem je bias, te pristranskosti, ker je treba imeti kontrolo nad vnosom teh vhodnih podatkov, lahko je pristranski iz različnih načinov, iz različnih vidikov. Problem je neponovljivost. Praviloma je rezultat umetno inteligenčni sistem, rezultat, ne da se preveriti, na kakšen način je ta produkt do tega rezultata prišel, ta black box, se ga ne da razložiti. Umetna inteligenca, ki je danes lahko uporabno, to ste tudi zelo dobro zadeli, jaz osebno vidim in to je po moja prihodnost. Prihodnost, jaz upam, da bomo šli v to smer, v teh množičnih postopkih, ki so enostavni postopki, ki pravzaprav so svojene v določeni meri. In ni vrednota, ampak gre samo za neko statistiko. A, B, C, mora dati D, E, B, ne vem kaj. Tam bi mogoče bila umetno inteligenčni sistem uporabljiv, seveda se bo pa potem nujno postavilo vprašanje, kdaj pa mora človek to preveriti. Da sprovociram, vsi ste zdaj govorili o sodniku, umetni inteligenci kot sodniku, nihče od vas se pa ni spraševal, da so ti prvi stopnje, drugi stopnje postavljali. Mi smo po sistemu, ko bo na prvi stopnji odločil umetno inteligenčni sistem, potem bo pa pritožbo odločil še bolj pametno umetno inteligenčni sistem, ker seveda mora biti bolj bitno, kot reči. Pa na vrhovnem, pa na ustavnem, skratka tudi to je, kater bo zdaj bolj imel prav. Zaenkrat nam to ustavno rešuje, ampak vse to so dileme, do katerih bomo prihajali in v tej množičnosti. Države, te, ki imajo problem teh množnih sporov, teh v zvezi s potrošniki, letalskimi izdeluvami in tako naprej, tam se razmišlja, naj umetno inteligenčni sistem o določenih zelo enostavnih sporih odloči, ampak je treba seveda dati stranki jasno, o tem je odločil umetno inteligenčni sistem. Če se pa stranka ne strinja, potem odloči o tem vedno človek. Vedno enostavnih zadevah. Tako ste omenili, danes, ko mi vidimo, je umetna inteligenca se jo da naučiti tega študenta prava zelo dobre funkcije prava, oziroma zbiranje podatkov o določeno vprašanje
nima pa zmožnosti tega vrednotanja, pač nima tistega, kar vi prinesete v prostor. Vaše življenje, vaše izkušnje od dneva 1 pa do danes. Če bo kdo od vas sodnik, jaz sem že en tak case, sem aktiven tudi sodnik poleg te umetne inteligence, usedeš pred zadevo, v bistvu včasih moraš odgovoriti, kaj je res tisto, kar je pošteno. No, in tega zdaj umetna inteligencija ni izvod. Potem, ko veš, kaj je pošteno, bo že prišel do prave rešitve. Problem je tam, kjer tega občutka ni, ampak umetna inteligencija tega danes ni zmožna. Če bo zmožna, to pomeni, da bo nekdo povedal, kaj je pošteno, če smo pa enkrat tam, imamo pa velik problem. Kaj bo nekdo dal umetni inteligenciji, naprej vrednosti merila, in pa smo pa tam, kjer si res najmanj želimo biti. Torej, predvsem v teh mogoče množičnih sporih, enostavnih sporih, in pa kot nek pomočnik pri pisanju osnutkov, pri ugotavljanju prave. To na hitro, no. Super, odličen feedback našim študentom. Pričam, da vi tako čutite. Lepa hvala. Kakšno vprašanje za tiste, ki ste nas prišli poslušati? Danes sem vsakogar slišal, če bo kaj povedal. Tisti, ki niste nič povedali, ste zdaj kazensko v ozadju. Ampak da zastavite kakšno vprašanje. Kakor sicer pa kot rečeno, mi bomo res pisali članek na to temo, tako znanstveno razpravo, potem pa bi z veseljem marsikaj predstavil. Torej, kakšno vprašanje, kakšen odziv, reakcija? Prosim, kolega. Hvala, profesor. Moje ime je Andraž Sladner, jaz sem v bistvu bivši študent Filozofske pravne fakultete. Bil sem tudi umetniški pripravnik, tako da imam pa nekaj privilegij, v bistvu v prostem času se ukvarjam s tehnologijo, s kolegom imam YouTube kanal, tako da malo poznam oba spektra. Jaz bi v bistvu k tej debati dodal samo eno stvar. In sicer jaz mislim, da največji problem celotne te debate je en sam. In to je človek. Človek kot skupni imenovalec. Človek je rešitev in človek je problem. Če mi odpremo vrata, stopimo na ulico in vprašamo laike tukaj za nami, zakaj oni mislijo, da bi umetna inteligenca bila dober svet? Jaz mislim, kar veliko rekel, ker je nepristranska, ker je objektivna, ker ni politično kompromitirana, ni zlizana s kakršnimi koli lokalnimi vejaki, in to je super. Na papirju je to zelo lepa, plemenita misel. Ampak problem, ki ga jaz vidim v tem, da umetna inteligenca, umetno-inteligenčni sodnik ni neka deus ex machina, ki bo prišla in pač nek gordijski voz razrešila. Umetna inteligenca, tako kot ste pač vsi tukaj, ki ste bili zelo fino povedali, zelo strokovno v bistvu, se hrani in se uči na primerih. Primere so naredili ljudje. In ljudje smo zmotljivi, nepopolni, in to vsi tukaj vemo. Zelo lep primer, v bistvu kolegica povedala, pa kolega, ta kompas v Ameriki, ki so v bistvu umetni inteligenci servirali neke primere nazaj iz davnine, to se pravi, to so bile odločitve rasistične, pa homofobne, pa kako bi rekel danes, mizogene in take. In v bistvu je umetna inteligenca nek problem današnjega v 21. stoletju reševala na podlagi informacij, ki jih je celokupno vzela. In tukaj se v meni postavi en problem. To se pravi, mi imamo enega čuvaja, ki ga moramo čuvati. Čuvaj, ki čuva čuvaja. In zdaj, to se pravi, da bi mi neko varovalko imeli, bi mogli v bistvu mi retroaktivno za nazaj preverjati, kako so se odločali takrat, to se pravi, v duhu tistega zeitgeista na tega, ki ga imamo danes.
In meni osebno je to izjemno spolzek. Izjemno spolzek teren in ena velika zagata. Je pa tudi tako, za konec bi jaz samo to še rekel, ali ne bo umetna inteligenca sodnika ali ne. Veliko je bilo argumentov, zakaj to ni dobra ideja. In jaz se strinjam, čisto. In pa sam nekaj dodal. Jaz sem delal v odvetništvu, nedolgo, bil sem odvetniški pripravnik. 3 leta sem dal postal, nekaj sem. Pa sem v tem času doživel 2 sodbi sodnika iz mesa in krvi, ki se meni zdi absolutno nedopustljiv. Sploh zato, ker je profesor Avbel nas zelo lepo učil dostojanstvu in morali in nekemu sočutju za sočloveka, pač to meni nikakor ni privode. In jaz mislim, da ta največji problem je v tem, da človeški sodniki sprejmejo z vsem spoštovanjem do privatnega poklica, dobri in slabi sodniki, dobri in slabi odvetniki, dobra in slaba umetna inteligenca, ampak jaz mislim, da tudi fizični ljudje pač sprejmejo slabe krivične sodbe in v bistvu največji izziv je, kako bomo mi, če bomo sploh lahko dali nekako objektivno to objektivo, če lahko sploh izluščimo, glede na to, da operiramo z neko bazo, je na človeški premisli. To je samo moj. Ja, zelo zanimiva misel, ki na koncu spet pripelje do tega, da verjetno ta tehnologija pa ne bo še tako napredna, bo dala še en dodaten zvod, da bo človek še bolj spoznaval samega sebe z vsemi svojimi omejitvami in svojimi prednostmi. Tako da, kolegica, želi še nekaj reči, da bo vaša intervencija pozadnja? Jaz mogoče imam samo en pomislek v smislu, jaz mogoče na umetno inteligenčne sisteme gledam bolj iz tega tehničnega vidika. Se strinjam, da je zelo tanka meja te splošne uporabe, ampak je mogoče do tega prišlo že v času, ko se je Google ustvaril, pa so potem del začeli ne več brati svojih knjižnic, pa prebrati stvari iz knjig, ampak pač pogooglati stvari. Zdaj smo pač prišli do točke, kjer ne rabiš več googlati pa pregledati 20 strani, ampak pač odpreš eno stran in vprašaš, da dobiš informacije. In se mi zdi, da ob vseh teh predpostavkah, se pravi, da je to zaprt sistem, da pač se ve, kam grejo podatki, da pri oblikovanju teh inteligenčnih sistemov sodelujejo tako se pravi IT-ovci kot pravni strokovnjaki, kot strokovnjaki na področju, za katero se pač umetna inteligenčni sistem dela, je to lahko v bistvu nek zgolj in samo tehnični program, ki optimizira proces dela na katerem koli področju, katerekoli postopke in na ta način v bistvu na podoben način, ki je prišel Excel, pa smo včasih, jaz se spomnim, ko sem se recimo Davico pogovarjala, ki je bila računovodkinja 50 let nazaj, njej je bil sam Excel nepredstavljiva stvar, nam je nekaj čisto samoumevnega, nekaj daš noter izračuna, milijon enih podatkov izračunov, nihče ne preverja teh izračunov, a so pravilni, a dejansko, ki bi piš to izračunov, bi bilo to res. In se mi zdi, da če mogoče začnemo umetno inteligenčne sisteme uporabljati, se pravi na interni bazi, se pravi ne samo iz vidika nekih komercialnih programov, ki jih lahko na splošno uporabljamo, ko so nevarni, tudi če gledamo tudi na drugi strani, že Google je nevaren, se mi zdi, da jih lahko v sam sistem upeljemo na tak način, ki v bistvu lahko pa na drugi strani neke te birokratske stvari ali pa neke avtomatske stvari, ki se za njih porabi veliko časa, ne vem, nek zaposlen potem ta čas uporab ali za neko vsebinsko razmišljanje ali za mogoče malo bolj vsebinska vprašanja. Super, hvala, se strinjam. Lepa primerjava z Excelom, bomo videli, ali je podobnost samo z vidika ali gre samo za question of degree, ali bo šlo tudi za kvalitativno naslov. In zadnja beseda, kot se spodobi, gre vrhovno sodnik. Jaz bi mogoče samo eno misel napeljala, da tudi vi mogoče zdaj in zelo interesantno gledati mlade generacije na to. Meni je res neizmerno čas, da sem danes z vami, ker je mogoče naša generacija zelo
zelo usmerjena, ja, umetna inteligenca, ja, to je nekaj super, ne, nekaj novega, nekaj, kar je za uporabiti in skočiti. In bi si človek mislil, da je mlade še toliko bolj, ne, zakaj, ker so zrastali s tem gor računalniki in bom bi zaupal eno izkušnjo, ki sem jo jaz imel z mojim sinom, 17 let je bil star, to je nekaj nazaj, ko sem mu razlagal, ne, kaj njegov oče počne tudi v službi, me je gledal, pa je rekel, veš kaj, ampak jaz ti pa priporočam, da ti to ne razlagaš preveč okrog. Zakaj, ker jaz, mogoče si pa ljudje si pa ne želijo, da mu sodi stroj. Vsem pomanjkljivosti, še vedno naj mu sodi človek, in jaz sem ga gledal, neki so pa uredni na ljudem. Ta mlada generacija se zaveda stvari, ki si mogoče jaz nekaj nisem. Kar je zelo dobro. Drži, hvala lepa tudi za ta prispevek na generacijski osnovi, se tudi meni zdi izjemno pomemben. Tisto, kar je, jaz sem na današnjem akademskem forumu izjemno užival, in to ne rečem samo zato, ker se to mora reči, ampak ker sem zares užival. Bil je eden boljših akademskih forumov, na katerih sem prisostoval, bil sem na velikem številu, ne na vseh, na velikem številu. In ta je bil tudi poseben v tem smislu, da vsi študenti danes, ki so tu zbrani, oni so svojim izpitom že zdavnaj zaključili in so prišli sem predstaviti svoje delo, ker jih je zadeva iskreno zanimala in intrigirala. In tudi zato jaz mislim, da je zadeva tako dobro uspela, ker je dal svojo piko na i in še dr. Orož, ali se mi pa zdi, da bo res dobro uspel. In zato lepa hvala vsem in predlagam, da si zaploskamo za uspeh.